Spoštovani kolegi svetniki, spoštovana gospa sekretarka, spoštovana gospa Marija Arnoš iz Ministrstva za finance, lep pozdrav na skupni seji interesne skupine lokalnih interesov in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Ugotavljam, da sta obe delovni telesi, torej interesna skupina in komisija sklepčni in lahko pričnemo s skupno sejo. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračune na Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. To pa verjetno nekaj ni v redu, ne? Zakon. Ja, ampak predmet seje je predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov v povezavi seveda z tudi rebalansom za leto 2018. In drugega predloga za današnjo sejo nimamo, vkolikor ni predlogov za razširitev, dajem na glasovanje predlog dnevnega reda seje interesne skupine, da potrdimo predlagani dnevni red. Kdo je za takšen dnevni red? Interesna skupina najprej glasuje. Vsi za, 15 za, nihče proti. Ugotavljam, da je interesna skupina potrdila dnevni red. Zdaj predajam besedo še predsedniku Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, da tudi komisija opravi glasovanje. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Slišali ste predlagani dnevni red. Predlagam, da glasujemo tudi člani komisije. Kdo je za predlagani dnevni red? Ugotavljam, da je dnevni red sprejet in predajam besedo nazaj vodji interesne skupine, ki bo sejo vodil. Prosim. Hvala. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Še predno pa nadaljujemo, bi še dajeno pojasnilo. Z Ministrstva za finance so izrazili željo, da njihova predstavnica, gospa Marija Arnoš, prisostvuje v naši razpravi. Torej ni tukaj, da bi obrazlagala in pojasnjevala, razen če bo izraženo kakšno vprašanje ali pa bi kdo želel imeti odziv, ni. Torej, predlog oblikovanja veta je pravzaprav naša interna zadeva in razlogi za to so bili že podani v predhodni obravnavi ZIPRS-a in tudi rebalansa proračuna. Predlog za današnjo razpravo oziroma osnutek tega predloga ste prejeli z sklicem, po sklicu. V tem predlogu je pa seveda izpostavljeno tisto, na kar smo mi že v postopku sprejemanja tega izrazili tako na interesni skupini kot Komisiji za lokalno samoupravo in kasneje tudi na državnem svetu, pa seveda v sprejetem ZIPRS-u to ni bilo v ničemer upoštevano in zaznano, tako da
je seveda razlog s tem podan, da komisija, da interesna skupina in komisija se opredelita do predloga za odložilni veto. Zdaj pa odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o predlogu? Bojan Kontič se je javil, izvoli. Hvala lepa, predsednik. Kot si povedal, je pravzaprav bilo že vse povedano v preteklih sejah in pojasnjeno in tudi svetovano, da se pred sprejemom ZIPRS-a proračuna za rebalansa za 2019 še enkrat razmisli o tem, ali ne bi morda z določenim dvigom povprečnine preprečili težave, s katerimi se bodo občine soočale v prihodnjih mesecih, predvsem zaradi posledic, ki so nastale po podpisu pogodbe vseh treh združenj z Ministrstvom za finance. Torej gre za odstopanja v predvsem višini, ki je potrebna v posamezni lokalni skupnosti za plače, pa naj bo to v občinski upravi, naj bo to v javnih zavodih, vključno z vrtci, kjer vemo, kako se cene regulirajo. Posledično so se povišale tudi cene. Zdaj slišim, da ponekod neupravičeno. Sam menim, da so pač vrtci morali in občine morale pravzaprav pristati na novo ceno, če so želeli že v tem mesecu izplačati pravzaprav višje plače. Povprečnina je torej prenizka, glede na to, da so plače javnih uslužbencev višje in da se je to dogodilo po tistem, ko je bil sprejet ta sporazum oziroma dogovor. Jaz v preteklosti nisem imel tudi ne priložnosti, da bi komentiral ministrovo trditev, ministra za finance, da ko so oni začeli mandat, so se pa začeli pogovarjati. To sicer ne drži, pogovarjali smo se že prej, tudi z ostalimi vladami, tudi z ostalimi ministri. Dogovori so bili pač takšni, kot so bili, pravzaprav jih na koncu ni bilo. Tokrat je dogovor bil, vendar z naslednjo potezo je bil ta dogovor dejansko že ogrožen, ker pač povprečnina ne ustreza višini sredstev, ki jih občine potrebujejo za plače v javnih zavodih. Zdaj je seveda od občine do občine različno, ker nekatere občine imajo večje število javnih zavodov, nekatere manjše število. Verjetno je tudi kakšna občina, ki vrtca nima. In podobne situacije seveda pomenijo, da tam dvig povprečnine nekaj pomeni. V občinah, kjer pa je veliko število javnih zavodov in javnih uslužbencev, posledično pa ta povprečnina ne pomeni nič, pravzaprav pomeni primanjkljaj. Lahko konkretno govorim o mestni občini Velenje, kjer bo povprečnine nekaj manj kot 500 tisoč evrov več, stroškov pa približno 750 tisoč evrov, torej takoj na začetku minus. Zdaj, jaz bi tudi pristal na to, da počakamo teh 6 mesecev, ko naj bi komisija ugotovila ta odstopanja, čeprav že danes vemo, kakšna so odstopanja. Če bi seveda bila možnost, da bi Državni zbor na predlog vlade, prej pristojnega ministrstva, sprejel še eno spremembo ZIPRS-a v polletju, kjer bi povprečnino dvignil na nivo, ki bi zadoščal zagotavljanju plač v javnih zavodih. Tako pa bo ta komisija predvsem iskala možnosti, kako zmanjšati stroške občin. S tem pa imam žal slabe izkušnje. Razen če bi prišli do rešitev, da bi rekli, da pač so vrtci zdaj stvar države, tako kot so osnovne šole in bi na ta način lahko zadevo zaprli. Vendar dvomim, da se bo to dejansko zgodilo. Zdaj, danes smo seveda v situaciji, da se odločimo, ali predlagamo Državnemu svetu veto ali ne predlagamo Državnemu svetu veta. Pri tem, da vemo, da ima proračun veliko podporo v Državnem zboru, da je zanj glasovalo 54 poslancev in da v primeru veta potrebujejo zgolj 46 glasov. Torej,
zadeva je taka, da veto seveda ne bo sprejeto, vsi dobro vemo, in da bo glasovalo za proračun oziroma ZIPRS najmanj 46 poslank in poslancev, jaz pa mislim, da jih bo toliko, kot jih je bilo pri sprejemanju zakona. Vendar po drugi strani je to naša možnost, edina možnost, ki jo imamo, da še enkrat upozorimo na to, da financiranje lokalne samouprave ni urejeno tako, kot bi moralo biti, in da na ta način pač v imenu interesov, ki jih tudi vse lokalni interesi predstavljamo, dejansko povemo svoje stališče do tega rebalansa oziroma do ZIPRS-a, pravzaprav, ki je edini tudi lahko pod udarom veta. Tako da je pravzaprav danes predvsem ta odločitev, ali v to gremo, kljub temu, da vemo, da iz te moke ne bo kruha, se bo pa malo prešilo, ali pa se odločimo, da v to ne gremo, da smo povedali dovolj in da se zgodba za nas na tej točki konča. Hvala lepa. Ja. Hvala. Naslednji se je javil Franc Kangler. Hvala. Lahko bi se v celoti z kolegom Kondičem strinjal, vendar glede na to, da sem sam bil vrsto let predsednik Skupnosti občin Slovenije, pa nekatere zgodbe, predvsem ki bremenijo lokalne skupnosti in občine, zelo dobro poznam. In na drugi strani, da je javno predsednik vlade spregovoril, da župani po nepotrebnem dvigujejo cene, bodimo odkriti, čeprav je pravzaprav bil predsednik vlade tisti, ki je sprožil po Sloveniji dvig cen, bodi se vrtcev ali domov za starelih in še nekaterih drugih področjih, ravno izključno zaradi tega, ker imamo v državnem svetu največ pomislekov. Če mi danes ne naredimo nič, vsi lajajo, karavana gre naprej. Če pa mi danes prejmemo in tukaj izglasujemo, da gremo v državni svet po podporo veta, pa mislim, da smo ogromno naredili. Ne glede na to, kakšen bo rezultat v državnem zboru. Prvič v državnem zboru je bil rezultat posledice trgovanja med opozicijo pod B in vlado Republike Slovenije pod A. To, kar je poslanski gospodič mladi zapisal na Facebooku, ti pove čisto vse, ti pove o kulturi slovenske politike, ti pove o odnosu opozicije pod B do problematike in očitno nekateri v državnem zboru samo izsiljujejo. Izsiljujejo neživljenjske in nemogoče stvari. In če bomo mi v državnem svetu to tolerirali, ne glede kakšen bo rezultat, potem, če bo trend šel naprej, dragi moji, te države več ne bo. Vsaj na taki način ne. To je moj razlog in moj pogled. Jaz vem, da proračun potrebujejo občine, tukaj zdaj ne gre za proračun, proračun bo ostal, gre pa za zakon o izvrševanju proračuna. Na ta način izsiljevati državo, na ta način izsiljevati župane, na ta način izsiljevati vse ostalo, kar je povezano z proračunom, kot smo bili priča, edino državni svet lahko to prepreči. Da na to skozi razpravo opozorimo in dodamo ponovno glasovanje v državni zbor. Pa mogoče bo katerega od poslancov iz opozicije pod B pamet srečala. Kaj se sme v slovenski politiki, kaj se ne sme. In dejansko imamo občutek, da več nimamo prvorazrednih pa drugorazrednih politikov, prihajamo ali pa prihajajo časi, ko imamo že v tej hiši parlamentarne demokracije tudi tretjorazredne.
Če bi se to dogajalo v katerem drugem času ali pa bi bila zgodba obrnjena, da bi nekdo drugi bil v opoziciji ali nekdo drugi v vladi, bi mediji raztrgali vse po vrsti. Tako pa enim dopuščeno vse, ampak jaz se bom boril in še naprej se bom boril za pravico in resnico. Predvsem pa za to, kar si zaslužijo občine in kar si zaslužijo njihovi občani in kar si zaslužijo naši državljani. Taki proračun, da bodo penzije čez 10 let takšne, kot se spodobi za enega penzionista. Ne pa to, da imamo penzije 400 evrov za 40 let delovne dobe, tisti, ki ilegalno prestopi mejo, pa reče, jaz sem pa begunec, pa ima 700 ali pa 800 nadomestila. Pa ne želim to tukaj odpirati, ker ni predmet. Samo v tej smeri gre ta država. Za pošteno delo več dovolj ni plačan. V tej smeri gre. In iz dneva dan srečujem ljudi, ki me na to opozarjajo. In to je rak rana in boleča rana. Se bi lahko razpravljali, vsak najde v proračunu neki problem. Samo to so resni problemi. Prvič politična higiena, ki je ni. V tej hiši več je ni, na ta način ne. In jaz iz teh razlogov, ki sem povedal, vem, da imajo močno podporo v državnem svetu, ampak tudi naš glas ali pa prah, ki ga bomo dvignili, je prav, da se sliši. Ne moreš župani tako ravnati, ne moreš občani tako ravnati, kot so začeli ravnati, ker so občine v stiski. Župani so v stiski, občani so v stiski, ki bodimo odkriti, kdo se lahko danes privošči dom za ostarele. Tisti, ki ima elitno penzijo, da mu še pa partner umre, pa da postane sam, pa mora trosobno stanovanje v nekem naselju prodati, ker ne more ga več vzdrževati. Pa če nima otrok, pa še bi naštel, pa bom skrajšal, da čim prej končamo. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je Franc Golob. Izvoli. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Torej zdaj, dokument, ki ga že kar nekaj časa obravnavamo, odkar je v javni razpravi, je pravzaprav že razkril vse tisto, kar je protizakonito. Zdaj, glede na to, da je na plenarni seji, na zadnji plenarni seji imel tudi zadnjo besedo minister za finance, ki enostavno ni želel razumeti vseh dejstev, ki smo jih navedli. Dejstev. Ni to iz trte izvito. Zdaj, treba je poudariti samo enih par ključnih stvari, da je bil narejen pravi korak, če je že bil potreben, da se sploh ministrstvo in pa pogajalska skupina vseh treh združenj nekako pogaja o višini povprečnine, vsem tistem, kar po zakonu pripada občini. Jaz ocenjujem, da do tega koraka sploh ne bi rabilo priti, kajti zakon je jasen. Zakon je popolnoma jasen in če je že prišlo, seveda je šlo v pravo smer samo do tega trenutka, kot je povedal kolega Kontič, ko je bil narejen drugi korak. In drugi korak je bil narejen v to smer, da vsaj za večino občin v Sloveniji ta dogovorjena povprečnina ne zadošča. No in potem danes je nam malo lažja pot, glede na to, da je že bilo povedano, da tako koalicija, kakor tudi ena izmed strank ali dve stranki v opoziciji dve stranki sta podprli tako rebalans, kakor tudi zakon o izvrševanju proračuna. In tako bo tudi potem, če bomo danes se odločili, da izglasujemo veto in o vetu še enkrat razpravljamo. Nimamo kaj izgubiti. Takrat so bile grožnje v tej smeri, da ogrožamo nadaljnje delo te uspešne vlade. Za mene to ni uspešna vlada, kajti sestavljajo poslanci in poslanke, ki prihajajo širom naše države Slovenije in so tudi občanke in občani. In da to ni borba vseh tistih, ki prihajamo iz vrst
in smo bili kot edina varovalka pravzaprav izvoljeni v državni svet, da opozarjamo z dejstvi, ne s politiko, ampak z dejstvi, ki je že pokazala negativni vpliv občinskih proračunov v teh 2 mesecev, odkar je leto 2019 se pričelo. Želim pa poudariti predvsem in apelirati na vlado, da razmisli, še enkrat razmisli o tem, kako bomo občine uspešne pri črpanju evropskih sredstev, kako bomo se prijavljali na kakršnikoli razpis, ki ga imajo predvidenega tudi v tem rebalansu za leto 2019, če večina slovenskih občin več nima kreditnega potencijala. In so občine prav tako, če hočete slišati zelo všečno besedo, držimo fiskalnega pravila. Ali bomo pa v kršitvah. In posledica tega je prav zakon o izvrševanju proračuna, ki nam nalaga naloge, po drugi strani pa ne upošteva zakonskih nalog, ki jih mora država do občin imeti. Pa ne gre samo za občine. In danes pravzaprav nič ne zgubimo, če izglasujemo, da vložimo veto. Edino, kar je možno in kar bi predlagal, da na plenarno sejo, ukolikor bo veto seveda danes potrjen, da gremo z vetom v državni svet, da povabimo zraven tudi pogajalsko skupino, ki je bila takrat na pogajanjih in je bila uspešna, moram reči, v prvem koraku. Da se skristalizirajo stvari in to prehodno obdobje 6 mesecev, ki je bilo, da se tudi v teh 6 mesecih nekako ugotovi. Ampak ugotovili smo že z dejstvi, da je tega daleč premalo. Da pa zdaj zopet pozivajo pogajalsko skupino in vsa 3 združenja, torej vseh 212 občin, ali eno manj, morda tista ne potrebuje tega, da zopet pridemo z predlogi, kako pa zmanjšati naloge države do občin. Pa to govorimo že skozi. Če samo vrtce prevzame država, potem smo verjetno vse občine v Sloveniji že rešili. Ne rabimo več nobenega drugega argumenta. Popolnoma nobenega drugega. In sem zelo razočaran, da se nekdo obnaša politično, ne pa realno za številkami, tisti, kar kažejo občine za številkami, kaj se je zgodilo v tem času. In da smo že zdaj v teh 2 mesecih prikrajšani za kar nekaj tisoč evrov, predvsem majhne občine, da ne govorimo o večjih občinah, pa par 10 tisoč evrov. In pred nami je še saj 10 mesecev izplačil, kjer pa bomo verjetno zelo tanko piskali kako. Pa ne govorim, da ne bomo preživeli. Jasno je, da se morajo poslanci in poslanke, ne glede iz koalicije ali iz opozicije, zavedati, da to je nevzdržno. In da samo na eni strani z argumenti prihajati, kako smo zdaj uspeli zagotoviti v proračunu največji delež sredstev, kar jih je v zgodovini Slovenija imela, na račun česa? Na račun uspešnega gospodarstva, ki pa je posledica predvsem uspešnega dela občin po Sloveniji. Predvsem na uspešnosti dela občin, kjer smo bili uspešni pri investicijah, ki smo bili uspešni pri črpanju tako evropskih kohezijskih sredstev, kako tudi sredstev iz državnega proračuna, in na ta način smo dajali delom tisočim gradbincem, podjetnikom, obrtnikom, kakorkoli jim hočete reči. In to so dejstva. Bojim pa se, ko bo v kratkem pričel z pripravo proračunu za leto 2020-2021, takrat pa imamo izkušnje, da pogajalska skupina, kakršnakoli je, nima te možnosti več, da bo, kajti zakon o izvrševanju proračuna veže tudi kaj drugega, tudi plače upokojencev in ostale stvari. Takrat pa več nimaš možnosti, če je že potrebno pogajanje. Jaz pa še vedno smatram, da to je zakon, katerega mora država upoštevati. Ali pa narediti drugačen zakon, kjer bojo vključene vse tiste naloge, ki so bile v zadnjih letih tudi vključene na breme občin.
S tem zaključujem, vsekakor bom danes podprl predlog, da se izglasuje veto, da je na plenarni seji, ki je predvidena že za v sredo, pogajalska skupina, minister za finance, ministrstvo za javno upravo, še enkrat z drugimi argumenti prikaže sliko, katero imamo, pa predvsem tisti, ki smo se že v tem času potrudili in videli, da so občine že v teh 2 mesecih podhranjene, ne glede na to, kaj se bo še dogajalo. Seveda bi pogojno bilo dobro in ga bi tudi sam podprl zakon izvrševalno proračuna, če mi danes, veste, da v preteklosti so nekateri poslanci ali ministri dali besedo in so to besedo tudi držali. Torej, če bi danes lahko nekdo rekel, da bo zagotovljen ta primanjkljaj in pa tudi primanjkljaj za te mesece za nazaj, torej za januar, februar, marec, da bo vse to upoštevano, potem sem tudi sam pogojno pripravljen sprejeti ta ZIPRS in ne rabimo več nobenega pogajanja. Hvala lepa. Hvala. Franc Golob, naslednji se je javil k razpravi Marjan Mavčec. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz moram povedati, da sem taki razplet pričakoval glede situacije v politiki, ne glede, da smo na prejšnji pa predprejšnji seji nekako imeli neko obljubo, predvsem Ministrstva za javno upravo in pa neke indicije, da se bo nekaj spremenilo. Ampak nastop na zadnji seji, pa tudi v državnem zboru, ki ga je imel minister za finance, je dejansko ponižujoč. Tudi danes ga ni tu, tem je pokazal vse, kaj si misli o drugače mislečih. Niso bili vabljeni. Dobro se opravičujem. Ampak tudi ne moreš zameriti onim B opozicija, ker verjetno so pač prileteli v politiko na tak ali po drugačen način. Ampak ljudem, ki so nekaj že dali skozi, tudi konec predsednik vlade sam prihaja z lokalne zadeve, da si upajo to narediti, tako skupčkati in potem seveda, moj dragi Franci, to ni prva, druga, tretja runda ali pa kategorija, to za mene niti za otroški vrtec ni, kar počnejo. Res ne. Predvsem tisti, ki zagovarjajo, imajo polne usta mladih, otrok, družin, starejših. To, kar je Kontrič povedal, treba tudi z različnih drugih kotov še hujše povedati. Tam, kjer ni državne uprave, ki se ni staršem dvignila plača, tudi tam morajo prispevati pa plačo, še toliko hujše. Seveda ne rabiš biti preveč pameten, da ugotovimo, da mi, ki smo na obrobju, da so še naši starši otroki pa starejši še bolj kaznovani. Ampak vse to očitno jim čisto nič ni mar. In jaz mislim, da ne glede, da smo zdaj že 5 leto zapovrstjo na to upozarjali, mislim, da bo treba iti tudi s kako ustavno presojo, ker oni dejansko kršijo zakon. Ker tisto, kar zakonom naložijo občinam, se ne upošteva. In jaz tudi mislim, da noben od nas verjetno si ne bo danes premislil, ne glede kakve so napovedi. Konec koncev z glasovanjem se še vedno kaj zgodi. Tudi v športu včasih nemogoče zadeve se zgodi. In naša dolžnost je, predvsem, ki prihajamo z lokalne skupnosti, mislim, da sploh ni debate, kako bomo uvrstili na dnevni red, kako glasovali. In jaz imam z polno odgovornostjo, z vso moralno integriteto zadevo jasno postavljeno, da pač to treba zaustaviti, koliko je pač v naši možnosti. V nadaljevanju pa naprej tu trebamo ustrajati, ker drugače res, kot je že nekdo rekel, če vlada ne spoštuje zakonodajo, kdo pa potem ne spoštuje zakonodajo? Kdo? Oni so tisti, ki posledično predlagajo, pa potem tudi izvajajo. To je dejansko najvišji organ, če ravno pustimo ustavo, ki skrbi za dobrobit ljudi. In jaz zelo malokrat uporabljam mlade, stare, eno, drugo. Ampak ti pa živijo, ti so se prikradli notri v to hišo, prikradli
ker so točno izračunali, kaj se jim splača govoriti. To ne pokaže za svoje obraze. Ne glasuje za potem drugače, kot so govorili nekaj mesecev nazaj. Nimajo nobene vesti, da pogledajo kakšen filmček nazaj. In zato prosim res, če kdo v dvomih, lepo prosim, da bomo v dvomih. To naredimo, kar je naša dolžnost. Hvala. Hvala. Je še kakšna razprava? Srnek, izvoli. Ribič. Hvala lepa, spoštovani oba predsednika, spoštovani gostje. Jaz bi ob tem dodal, da v bistvu jaz pa sem malo v dvomih, namreč mi smo imeli na prvi komisiji predstavitev rebalansa proračuna in ga je komisija soglasno podprla z vsemi točkami, ki jih tudi danes obravnavamo. Kolega Kontič je že takrat povedal, koliko je pri njemu razlike. Tudi mi smo izračunali, da imamo prihodkov 4 milijone, da odhodkov po novem bo pa 8 milijonov, tako da smo 4 milijone v minusu. Vendar smo takrat nekako sprejeli tudi to napotitev 6-mesečnega roka, da bi se v tem času ta komisija uspela dogovoriti za neke, pa ne samo pri šparanju, ampak tudi mogoče kakšne druge smernice, ki bi pripeljale do enega pravilnega rezultata za naše občanke in občane. Ob tem pa je treba pomisliti, če recimo, da podpremo veto in da veto tudi dejansko je izglasovan in potem tudi na državnem zboru, da nekatere občine pa iz tega zakona že prej potrebujejo sredstva za svoje evropske projekte, ki jih ne bomo mogli speljati. Tako da imamo tudi verjetno en drug učinek, če zakon ne bo sprejet. Ampak prvo je pa to, pač takrat smo bili soglasni za to, da podpremo rebalans, potem pa se je nekaj zgodilo v teh enem mesecu, ne razumem čisto točno kaj, ker smo imeli vse podatke že takrat, tako da jaz bom pač bom proti vetu, ker mislim, da smo takrat jasno povedali, kaj želimo. Hvala lepa. Hvala. Je še kakšna razprava? Velo? Pardon. Ribič pa potem se upravičuje. Ribič. Hvala lepa za besedo, predsedniki, spoštovani kolegi. Proračun je političen akt. In vsi dobro vemo, da jaz mislim, da tukaj mi, ki sedimo tukaj, se poskušamo izogniti politiki. Poskušamo delovati lokalno, tako kot smo bili izvoljeni, predvsem župani, ki delujete lokalno in pa predvsem v dobrobit interesov lokalnih skupnosti. Tako da jaz se ne bi veliko pogovarjal, kako in na kakšen način je bil ta proračun izglasovan. Pač to je politični akt, tako kot se dogovorijo v parlamentu, tako glasujejo in to je rezultat. Predvsem jaz mislim, da je zelo bistveno, kakšen na prejšnji razpravi, kateri smo v bistvu na prejšnji seji, kateri je bil minister in ki so bile dve dami, direktorica za proračun in pa državna sekretarka za ministrstva za finance. Minister je obrazložil, mogoče se bi celo z nekaterimi njegovimi obrazložitvami strinjal. Minister je veliko govoril o svojih uspehih, a vsi vemo, da ta vlada je le 6 mesecev. To se pravi, da vsi uspehi, ki so bili, ki naj bi bili, verjetno niso čist njegovi, ampak so še od nekoga prej. Ampak zopet, to je post festum. Nisem izdelal v redu, da nikakor ni sprejel, niti ni hotel sprejeti argumente, katere ste dali vi. Vi, župani, jaz nisem župan, ampak poslušam župane, ker sem pač izvoljen bil iz 7 občin in ti župani niso zadovoljni, tudi vi niste zadovoljni. Izdelo se mi je, da minister v enem trenutku deluje preveč politično, kar tudi je, funkcija je politična in ne posluša argumentov, katerih ste vi dali. Ko smo izglasovali tako, kot pač smo, se mi je zdel pa en tak aroganten odnos, ki je pa pri meni bil zelo v bistvu tako odbijajoč, da ti dve dami so odvihrale arogantno, brez pozdrava, brez kakrgakoli. To se mi ne malo tako čez mejo dobrega okusa, sicer je pa to stvar osebne higiene. Pa pustim zdaj to. Jaz sem v tem času, ko sem vse to poslušal, sem si sam napravil eno sliko,
sem poklical, a pa sem napisal mojim županom, kateri so me podprli, da sem tukaj sedim, in to je 7 občin, in sem jih vprašal, dajte mi povedati, kaj vi mislite. Dajte mi, a se vi strinjate s takšnim proračunom, ki je bil sprejet, in kaj ne jaz naredim, dajte mi navodila, kako bom jaz, kako naj glasujem. Moram reči, da večina vseh županov ni zadovoljnih s takšnim proračunom, kot je bil sprejet. Vsi so rekli, da to ni dobro za lokalno skupnost. Zdaj, potem, kar se tiče pa mojega glasovanja, so pa rekli, naj se sam odločim. To se pravi, če mi večina mojih županov reče, da to ni v redu, pa so iz različnih političnih opcij, neki je zelo desnih, neki rdečih, neki zelenih, črnih in tako naprej, vsi so mešani, ampak vsi imajo isto stališče, da ta proračun ni dober. In zato sem se jaz na osnovi tega odločil, da bom ta veto podprl. Hvala lepa. Hvala. Velo, izvoli, potem pa še. Ja, hvala. Zdaj, vsi vemo, saj v to smer gre debata, da gre za neuspeh, se pravi, veto ne bo uspel. In tudi, če veto uspe, nam ne daje to garancije, da bo kaj drugače. In ta veto razumem bolj kot nek manever trme ali pa neko željo po opozarjanju na kaj. Ampak tokrat pa mislim, da to ni prava pot iz 2 razlogov. Prvič, mi opozarjamo drugo stran, da so nerazumni, neracionalni, hkrati se pa takega manevra poslužujemo in takega orožja sami. In drugič, bomo uporabili to, kar je v naši moči veto, ne bo sprejet in je zgodba končana. Zato bi vseeno tukaj mogoče ne šel v veto, ampak v nek predlog, mogoče kot ga je gospod Kontič prej povedal, da bi se še probali kaj izpogajati, pa v roku pol leta sprejet pač nov zakon. Tako da sem v dvomih, vetu ne bom nasprotoval, ne morem ga pa niti podpreti, tako da se bom vzdržal. Hvala. Režunt, izvoli. Jaz bi to nadaljeval tukaj, ki je kolega Ribič mene malo izvalil. Tudi jaz bi lahko, sam nadaljujem na istem. Jaz sem se isto posvetoval župani, ker tudi nisem več župan na teh funkcijah. In kaj se je zgodilo? Mi smo pač zelo, bom rekel, odročni del, in župani niso zadovoljni z tistim, kar so dobili, ampak kljub temu pa nekako pravijo, je pa še boljše, kot je bilo. Zdaj, jaz nisem šel, številke sem dobil samo od ene občine, ostali so mi pač povedali na zaupanje za županu, pa ja bom verjel, da ve, kaj je dela, ko je sestavljal pred kratkim proračun. Tako da sem v isti dilemi, kaj narediti, kar je tudi kolega Velov rekel, in se pridružujem, mar biti tisti zadnji stavko, ko je kolega Golob rekel, dajmo si še enkrat pojasniti, tudi verjetno danes bo veto potrjen, jaz sem v isti dilemi, ali ga potrditi ali ne, in verjetno se bom vzdržal tudi jaz, ker še zmeram pa imam to, mar biti sem včasih malo naiven, ali pa nisem to prav politik, ker verjamem in zaupam na besedo, kot je danes že eden rekel ministra, ki je rekel, da bo v 6 mesecih probal to urediti. Po 6 mesecih, ja, lej, lahko se nasmihaš, ampak jaz prav, mar biti sem naiven, bom pa verjel, zato pač ne bom podprl tega leta. Hvala. Hvala. Šumenjak, potem pa... Šumenjak. Ja, hvala, ni bilo signala. Zdaj, jaz sem pa kompletno nasprotnega mnenja. Jaz bom to veto z veseljem podprl, ker tako kot je kolega Ribič govoril, gre za čisto politično zadevo v tem primeru. Ne gre več za strokovno, stroke smo tako povedali vse, tudi drugi vsi so povedali. S tem proračunom praktično ni nišče zadovoljen. Kogakoli vprašaš, s tem proračunom ni zadovoljen. Edino sindikati so bili zadovoljni takrat, ko so se spogajali za to, kar so se pač spogajali. In takšno je bilo v tem proračunu in pa v tem ZIPRS-u tudi glasovanje na plenarni seji Državnega sveta. Tako da nekako je, ker je ta
ko sem povedal proračun političen, je tudi političen račun bil za to že izstavljen. Vse so povedali, tisti, ki so ga izstavili, da je zelo drag ta politični, ta izstavljen račun, ne, in da so zadovoljni s tem, kar se je zgodilo. Če ste poslušali recimo akterja z kongresa, ki je govoril, da postajajo najpomembnejša politična stranka v državi in naj živi svetovna revolucija, potem pove o tem vse. Dejansko je to napaka te vlade, da je to sprejela, da je šla v ta sporazum. V takih primerih so imeli možnost, mi smo jim dali takrat možnost, ko smo glasovali na državnem svetu, in smo to tudi povedali, da pričakujemo, da se bo v tem času še karkoli spremenilo do glasovanja. Tega niso bili sposobni narediti. Ni samo tu zdaj ta povprečnina, je še kaj drugo. Ne? Zdaj slišim, da bo jutri ali danes predstavitev neke pokojninske reforme. Zakaj se potem s tem ZIPRS-om pa s tem rebalansom tako hitelo? Ker v ZIPRS-u in v rebalansu tej pokojninski reformi ni duha in ne sluha. In se pokojninska reforma ne da speljati na to, kar pač se govori. Tudi druge reforme v zdravstvu se ne dajo speljati brez spremembe proračuna. Tako da, gledajte, jaz bom ta proračun podprl, oziroma veto podprl iz tega razloga, da ker za tak veto oziroma za tak proračun, kot je tu in na tak način, kot je bil sprejet, bi ta vlada morala praktično ali pa vse predsednik vlade ali pa minister vezati svoje odstopne. Jaz sem pričakujem, da bo minister pa tudi predsednik vlade, glede na to, če bo ta veto izglasovan slučajno v državnem zboru, tudi odstopen in bo konec te vlade, kar bi bilo najbolj idealno za Slovenijo. Da se te vlade enkrat rešimo, ker to, kar je zdaj, v 6 mesecih 5 ministrov zamenjati, to je katastrofa in takšni ljudje potem sprejemajo takšne odločitve. Jaz predlagam pač, da to podpremo, da na veto izglasujemo v državnem svetu na plenarni seji, ki bi naj bila v sredo, tako kot je planirana, in da predlagamo tudi, da poslanci tajno glasujejo o tem vetu. Ker, gledajte, jaz sem se pogovarjal z marsikom iz poslanskih skupin vladajoče koalicije. Marsikateri poslanec bi rade volje glasoval proti temu proračunu, pa ni upal, ker je imel vezane roke, ker glasujejo po navodilu svojih šefov. In to ni proračun za ljudi, ampak je proračun za obstoj koalicije. Ta rebalans je proračun za obstoj koalicije. Nič drugo. Niti za enega ni dober v tej državi. Niti za nikoga. Za vse je slab. Hvala. Zidanšek, izvoli. Hvala lepa. Jaz, če sem že na plenarki na koncu tudi razumel ministra oziroma njegovo stališče, kako trdno se je postavil, pa moram reči, da ne razumem pa predsednika vlade, glede na to, da bi pričakoval pa seveda modrost z najvišjega vrha, da zna prisluhniti. Saj veste, tudi vi sami, večinoma ste tle župani, morate imeti svojega finančnika trdno postavljenega na stališčah, ampak vaša modrost pa pretehta. Sploh v takšnih, bom rekel, čisto legitimno legalnih zahtevah, zakaj tudi legalnih, glede na to, da imamo jasen zakon o financiranju občin, ki se v vseh teh letih ne spoštuje, pa se ne bi niti vsako leto pogajali v višini povprečnine. Sam zakon bi spoštovali, to je čista enostavna logika in jaz tudi moram reči, da ne razumem, pa naj mi bo oproščeno, ampak tudi vsa združenja skupnosti občin, tudi mestnih občin, da pristajamo na to logiko, da se v bistvu vedno gremo pogajati za nekaj, kar nam po zakonu pripada. In mislim, kaj je še treba zelo jasno povedati, vse to se ne gre denar za župane, ko ljudje razumejo ali pa mediji tako poročajo, da se pa župani borijo za nek del denarja. To se gre za denar občank in občanov, te istih državljank in državljanov. In tudi empirično se je tudi v prispevku oziroma v tekstu zraven dodan primer tudi mestne občine Celje, kjer gre v bistvu za minus 413 tisoč pa še nekaj evrov.
realni minus na tisto, kar je bilo, bom rekel, kolegijalno ali pa dogovorno, takrat tudi sprejeto, podpisano, pa vemo, kaj se potem dogaja seveda z ostalimi manevri v nadaljevanju. In mislim, da je prav, da se tudi skozi razpravo na seji ob vetu opozori, da v tej državi imamo 2 stopnje, oziroma imamo državno upravo, imamo lokalno samoupravo in da ni korektno, da ta državni nivo ne spoštuje tistega, kar je bilo že v preteklosti in kar tudi konec koncev je zapisano v zakonih, se ne izvaja oziroma se ne drži. Tako da je prav, da z tega področja povemo jasno, smo pa nekaj pozabili, to je zdaj odneslo se tisto, ko pravimo, se veste, psi lajajo, karavana gre dalje, smo pa že kar pozabili to, kar je povedal fiskalni svet, to, kar je opozorila tudi Evropska unija, o tem, kar vemo, da je 270 milijonov, bom rekel, prenapihnjena zgodba in tako naprej. Tako da jaz bom svoj glas prispeval k temu, da izglasujemo tudi veto na ta zakon. Hvala. Zdaj bi se še... Izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Se oproščam najprej za tole zamudo, tako da ne vem, kaj ste že vse povedali. Jaz se popolnoma strinjam s predstavniki občin in župani, da pač bi bilo potrebno uskladiti povprečnino za dvigom plač v javnem sektorju. Vendar se mi vseeno zdi, da veto ne bi bila najbolj modra odločitev državnega sveta. Ker v bistvu mislim, da sistem ne bi državni svet pridobil političnih točk, ker kakorkoli so tukaj mnenja zelo različna, ampak jaz poznam veliko področij, v bistvu, kjer je bilo financiranje usklajeno in so pač predstavniki relativno zadovoljni. Bil sem ravnokar na Olimpijskem komiteju, ki seveda ni zadovoljen z zneskom, ki ga je dobil, ampak kljub vsemu se je situacija malo izboljšala v odnosu na prejšnji proračun. Tako da sem nekako v dilemi, na eni strani se strinjam, da bi pač seveda bilo potrebno to povprečnino uskladiti, vendar mislim, da bi bilo potrebno poiskati kakšna druga sredstva, pravzaprav ne veto. Veto bi, mislim, da bi škodoval rejtingu državnega sveta. Mislim, da javnost nekako tega ne bi sprejela kot nekaj pozitivnega, ampak predvsem kot politično obračunavanje znotraj Slovenije. Tako da se bom glasovanja vzdržal. Hvala. Hvala. Izvoliš, Vagan. Ja, že večkrat sem, tako da hvala predsednik za besedo, že večkrat sem izpostavil to problematiko, ki pa danes ni bila izpostavljena tukaj, da ne bi slučajno vsi mislili, da se borimo za povprečnino ali pa da so vsi zadovoljni. Jaz še nisem srečal enega župana, ki bi mi segal roke pa rekel, zdaj pa veliko boljše, kot je bilo. Ampak prvo pa moram povedati, kot vedno poudarim, jaz verjamem in zaupam ministru za javno upravo, da tisto, kar je obljubil, bo želel izpolniti in kar je obljubil, da je leto 2019 tisto obdobje, ko se ne bo več potrebno pogajati z župani okrog povprečnine, ampak da bo zakonsko zagotovljeno vse tisto, kar nam pripada. Ko govorimo o zadovoljstvu, moram povedati, da jaz bom podprl ta veto iz enega naslova. Ko govorimo vsi o mladih, pa kako je zagotavljati dobre pogoje, obstaja večinoma občin od leta 2011, ki zagotavljamo in smo najbolj odgovorni za predšolsko vzgojo, pa osnovnošolsko vzgojo. Vemo pa, da zadnji razpis je bil leta 2011, ker je bilo 7 milijonov za vrtce in pa 14 milijonov za osnovne šole. Da 8 let teh sredstev ni, da govorimo o nekaj 100 tisoč evrih v državnem proračunu. In ko govorimo o teh rekordih, veste, da sem večkrat izpostavil, da bi dali vsaj 10 milijonov evrov, to pomeni primerjalno z mojim občinskim proračunom,
pomeni, če bi nekomu namenil 10.000 evrov, ne. Pa veste, da vsak župan to najde, če poslušaš, pa če veš, zakaj se gre v dobrobit lokalne skupnosti, seveda v tem primeru pa odnos države do občin. In nepojmljivo in nerazumljivo mi je, in ne govorim sedaj o povprečnini, govorimo o teh naših najmlajših, ki jih ne zanima, kdo je Matjaž, kdo je Borut, kdo je Marjan, ampak želijo imeti najboljše pogoje, kot tudi starši, dedke in babice. Mi smo odgovorni ne samo za plače v javnem sektorju, mi imamo vrtec podražili za 6%, to vključuje samo plače, stroške, ki smo jih izračunali v naši občini, ampak seveda pa rabimo tudi nove prostore. Rabimo nove prostore za osnovno šolo in zato bom ta veto podprl. Ravno zaradi tega in tudi, kot sem podaril, v najboljših časih, ko se najbolj deli in prav je, da je ta optimizem, poklon vsem tistem, ampak da pa pozabljamo na tiste najmlajše in pa občine puščajo same, pa moram reči, da mi ne da vest, da bi podprl ta državni proračun, ki govorimo o kamčku, o mozaiku, kot sem tudi predsedniku oziroma povedal ministru, žal nobenega odziva ni bilo in če bi želela tukaj vlada pokazati le eno dobro voljo tudi do lokalnih skupnosti, kot sem rekel, verjamem ministru za javno upravo okrog povprečnine, ampak tukaj pa vidim, da je celotna igra vodena drugače, kot sem jo osebno pričakoval in bi pričakoval tudi v tej dodatni, pri dodatnem pridobivanju glasov v državnem parlamentu, pri proračunu, da je pa le kdo dal na ta stavek, da bo daj pa ne 10 milijonov za predšolsko oziroma osnovnošolsko vzgojo, ampak gledajte se, jaz mislim, da je tudi ta sporazum, ki je bil vreden več 100 milijonov evrov za teh 52 glasov, da je to jasen znak za državnozborske volitve ali kakšno drugo koalicijo, ampak mislim, da je prvo bolj na prvem mestu, kot pa drugo. Hvala. Hvala. Ajde, izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Torej, jaz bi nadaljeval tam, kjer je podpredsednik zaključil. Mi, ki prihajamo iz lokalnih okolij, mi pa ravno čutimo drugačen pritisk. Tu mislim, je bilo govora o tem, kakšno bo mnenje si ustvarili v državnem svetu. Ja, verjetno od tistih, ki prihajate, ne vem, iz kulture, sindikata in tako dalje. Mi, ki prihajamo iz lokalnih okolij, pa čutimo čisto druge pritiske. In zadnjič sem na komisiji sem rekel, da na Ptuju dvigujemo vrtce za 8%, pa me je kolega Štrukelj rekel, ne mogoče, če gre za en plačni razred. Ja, ampak je pozabil odpravnine, pa je pozabil zvišan regres in tako dalje, se pravi 8%. Gospa županja mi danes je rekla, samo na Ptuju za socialne transferje, ki jih je potegnili zdaj ti podpisi sporazumov, 113 tisoč evrov v sekundi primanjkljaja. In zdaj glede na to, da počasi prehajamo v fazo, ko se bojo evropske perspektive tale zaključila in ko bi trebalo najti vsaj nekaj denarja tudi za sofinanciranje in za kandidaturo na teh projektih, da počrpamo evropski denar, enostavno je blagajna prazna. In občine se s tem srečujejo. Morda samo, bom rekel, na smeh, kljub mili zimi, če računamo, da je zaključena in da bo v proračunih mogoče ostalo nekaj od tistega, kar je bilo planirano, ampak vse to skupaj bo premalo. Tako da jaz mislim, da vsi tisti, ki prihajamo iz lokalnih okolij, moramo dati signal državnemu zboru in vladi, da se začne drugače pogovarjati. Z levo roko so podpisali vse te sindikalne sporazume za tako imenovani mir, na drugi strani so pa seveda povzročili in je nastal nemir pri ljudeh. Ko pridajo položnice za vrtec, ko pridajo položnice za dom upokojencev in tako dalje.
Tako da jaz bom predlog za veto absolutno podprl, tudi veto podprl. Nič me ni strah, kaj bo si nekdo mislil o državnem svetu. Morda o nekaterih, tistih, ki prihajajo iz lokalnega okolja, mislim, da bomo samo pridobili na pozitivne mnenje. Hvala. Bi se še jaz javil k razpravi za par stvari. Pa bomo zaključke tudi še potem naredili. Zdaj se javljam naprej k razpravi, potem pa bomo zaključke se pogovarjali. Torej, glede zadovoljstva seveda pa upravičenosti veta in trditev, da občine za to povprečnino ne pokrijejo stroškov. Jaz sem zbral za našo občino, lahko grejo tudi v dopolnitev tega mnenja tukaj, ker so konkretni podatki. Strnjeno, občina Slovenska Bistrica pridobi z povečano povprečnino 575 000 evrov več sredstev. Na odhodkovni strani, torej stroški, ki so pa povzročeni, je pa suma teh odhodkov 740 000. Pa niso zajeti v to kvoto še vsi tisti posredni stroški zaradi nekih drugih učinkov. To so samo ti stroški iz socialnega dela. Ni zajeto stroški, ki smo jih že ponavljali v prejšnjih letih, da naloge, ki jih dodeli na podlagi teh in drugih zakonov, posredno pade strošek na občino, pa za njih ni kritja. To v tej kvoti, te analize ni narejene. Torej, negativna razlika 165 000 evrov. 165 000 evrov. Obrazlaga tega proračuna ministra je pa bila, da je proračun pozitivno naravnan, mislim, usklajen in razvojno naravnan. Kako bo za občine razvojno naravnan, če še vedno ta negativna razlika najeda lastna sredstva občin za to, da se pokrijejo obvezne naloge? Nikakor ni. Imamo mi na državni ravni in mislim v državi dve vrsti razvoja. Enega, ki je pozitiven na državni ravni in drugega, ki se odvija na lokalni ravni. Tudi na lokalni ravni se odvija razvojna naravnanost proračuna. Za lokalno raven ta proračun ni razvojno naravnan, se iz podatkov teh, ki sem jih tu za našo Slovenjebistriško občino, iz tega, kar že imamo konkretnih podatkov v sami obrazlagi za veto, pa še tudi iz drugih neformalnih virov, ki na to temo, ker seveda vsi podobne zadeve ocenjujejo, da je razlika negativna, kljub tej povečani povprečnini. Zdaj, jaz bom seveda veto podprl, ne glede na vse te pomisleke, ki so tu izraženi. Jaz mislim, da so v osnovi brez neke konstruktivne podlage. Glejte, gre za politični dokument, ki je pač stvar pogajanj, razumevanja in neke uskladitve. Vsaka skupina ima tu neko legitimno pravico, da brani svoje interese. Mi lokalci smo tukaj v prvi vrsti za to, da jih branimo, in na drugih pa je, koliko to razumejo, upoštevajo, in na tistih pripravljavcih, brez kakršnekoli slabe vesti, brez tega, da bomo za karkoli krivi. Za lokalno skupnosti ta proračun ni dober, je osnovna ugotovitev večine. Predvsem pa ni razvojno naravnan, pa še druga zadeva, ki je vezana na to povprečnino. Glejte, drugi segmenti proračunskega financiranja so za zaključkom ZUJF-a prišli na nek način na tisto izhodiščno financiranje, pa na neko raven, ki je veljala pred ZUJF-om.
vemo pa, zaradi česa je bil, torej in pred krizo. Lokalna samouprava pa ne. Do takrat je bila lokalna samouprava financiranja bolj ali manj skladno z zakonom financiranja občin in metodologijo tega izračuna. Od takrat naprej je pač in s temi ukrepi je nosila breme krize, tako kot vsi ostali. Za druge segmente teh proračunskih porabnih se je ZUJF zaključil in smo na nivoju, kjer smo bili pred krizo ali pa še malo nad njim, kar je pač še nekaj zraven lahko prineslo. Občine pa ne, še vedno zaostajajo za tam nekje okrog 15 do 20% za tistim nivojem. Tako da tudi to je razlog, po katerem bi morala vlada razmisliti, kako in kaj. Pa še en stavek dodam, za razmisliti, ali je zdaj tukaj veto smotrno ali ne. V vsakem primeru, po moje, bi moral biti zaradi tega, pa ne glede na obljube, ki so bile dane, pa ne glede na namere, za to gesto, tudi če ga bojo povozili, bo vsaj vlada, pa ministrstvo, pa finance nekako imelo še dodatni razlog, da konkretneje prouči te zahteve in da si pri naslednji zadevi bo malo manj zatiskalo oči. Jaz sem bil na teh vetih že parkrat kot poročevalec, pa v tem odnosu. Veste, vedno so v državnem zboru poslanci tako malo mimo gledali okrog argumentov, ki so bili ti izpostavljeni. Na tihem so se imate prav, samo žal so višji interesi drugačni od tega. Zdaj, in na kakšen način se pa ta proračun usklajuje, pa ste lahko, Šumenjak je povedal, tweet, a ne? Kordiš je napisal, da so izstavili Levica visok račun koalicije, ne? Ja, izstavili so ga državljano, zdaj pa, če še pa to apliciramo na lokalno ravno, lokalcem so ga najbolj izpostavili. Tisto, kar so oni spogajali, je lahko tudi rezerva, tista, ki bi povsem pokrila to, kar bi rabile občine. Pa ne bi bila to kopčija v nekem strankarskem interesu ali pa za neke parcialne sirke, ampak za najširši možni obseg, torej za prebivalce Slovenije, ker vsi ta sredstva, ki pridejo v občine, so v največji meri namenjene vsem izobraževanju, infrastrukturi, skratka, občina v tem smislu pomeni za državljana ali pa občana pravzaprav je mnogo pomembnejša kot pa država, ki ureja velike stvari. Za vsakodnevno bivanje pa se življenje odvija na lokalni ravni in je važno tam, v kakšnem okolju živi, ali je to razvijajoče ali pa je stagnirajoče, slabo, nerazvito in tako dalje. Tako da jaz menim, da tukaj tudi tisti, ki imate pomisleki okrog tega, pa okrog ogleda državnega sveta, lahko mirne duše podprete tudi ta predlagani veto za strani lokalcev. S tem bi tudi zaključil mojo razpravo, če ima še kdo, če ne preidemo na glasovanje o sklepih. Bi pa predlagal, da se tele podatke, da se dopolni in da se dopolni ta mnenje tudi o tej trditvi, da je proračun razvojno naravnan in zagotovitvijo nas lokalcev, da za lokalno raven prav gotovo ni razvojno naravnan. Če se strinjate, je še kakšna dopolnitev k predlogu osnutku tega obrazložitve za mnenje? Če ne, glasujemo skupaj z tema dvema dopolnitvama.
Kdo je za? Najprej interesna skupina. 14 za, je kdo proti? 1 proti, 2 proti, 14 za, 2 proti. Ugotavljam, da je interesna skupina podprla predlog za odložilni veto. Sedaj predajam besedo predsedniku komisije. Ja, zdaj pa še člani komisije. Glasujemo o istem sklepu, se pravi, kdo je za? Komisija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? 1, 2, 3. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Vzdržanih ni, ne? Vsi za ali si pa proti, ne? Ne, ni vzdržan. Po poslovniku je glasovanje za ali proti, že ves čas. Niste glasovali. Ali pa ne glasuje. Torej, ugotavljam, da je sklep, ugotavljam, da je tudi komisija sprejela sklep z 8 glasovi za in 3 proti. Ja, hvala. Zdaj smo formalnosti opravili. Sprašujem, želi kdo biti poročevalec? Za državni zbor mora biti pa dolg. Ja. Hvala. Cveto Zupančič bi rekel. Čakajte, no nič konc seje, halo. A je kakšna možnost, da bi bila seja v četrtek ali pa sreda mi je najtežje, kar? Ne, sreda je zadnji dan, ker je bil... Kaj bo pol, da bi bila v 4 popoldne? Ja, zdaj govorimo o uri, kaj predlagamo, v 4. Ne motim, lahko. Boš lahko ob 3? Boš malo prej. Ob 3 pol predlagamo, ne? Dobro. Prav. Hvala, zatem zaključujem današnjo sejo in se vidimo v sredo. Kjera seja?